Slovenije na oddelku za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje na obisku pri dr. Barbara Vitr. Barbara, živijo, pozdravljena. Za začetek bi prosila, če se v bistvu lahko na kratko predstaviš, kaj delaš, čim se ukvarjaš v službi. Prihajam z oddelka za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje. Zdaj vključena sem predvsem v delo, v bistvu področje dela molekularne biologije, okoljske genetike in populacijske genetike rastlin. Zdaj tudi vključena sem v žlahtnjenje, vodim program žlahtnjenja fižola na Kmetijskem inštitutu Slovenije, sem tudi vodja genetskega laboratorija. Zelo dinamično, kot vidim. Mogoče bi izpostavili to žlahtnjenje fižola, mogoče kaj več o tem, kako recimo poteka pot od prvega semena do nove sorte. Bom poskušala zelo na kratko pa skoncentrirano prikazati to celotno pot od začetka do konca. Na začetku bi pa res rada omenila, da v bistvu sem bila zelo vesela in hkrati počaščena, da mi je bila zaupana v bistvu ta naloga voditi program žlahtnjenja fižola na Kmetijskem inštitutu Slovenije, ki poteka v okviru javne službe vrtnarstvo in je financirana s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Tako da, kar pa se tiče celotnega poteka, je pa v bistvu na začetku najbolj pomemben izbor staršev. To se pravi, da izberemo tiste starše, ki izkazujejo lastnosti, ki so v skladu seveda s cilji žlahtnjenja fižola. Zdaj, če pri starših imaš tistih lastnosti, ki si jih želiš, da bi jih imeli tvoji križanci, tvoje nove sorte, potem pač to ne gre. In zaradi tega je v bistvu zelo pomemben izbor staršev. Če pa hočemo izbrati prave starše, moramo o njih kaj vedeti. Tako da v programu žlahtnjenja fižola je vključena v bistvu tudi evalvacija potencialnih starševskih genotipov, kjer se pa v bistvu tudi pomagamo z genskimi viri Slovenske rastlinske genske banke in pa seveda vključujemo tudi evropsko in svetovno dedino v naše programe žlahtnjenja. Tako da pri izbiri staršev v bistvu smo usmerjeni, kot sem že omenila, v cilje žlahtnjenja. To se pravi, mi žlahtnimo fižol tako visok kot nizek, tako za zrnje kot za stročje. Predvsem smo usmerjeni v to smer, da bi imele naše nove sorte določene odpornostne lastnosti, tako na biotski stres kot na abiotski stres. Zdaj, od abiotskega stresa predvsem toleranca na visoke temperature, mogoče na pomanjkanje vode. Pri biotskem stresu pa predvsem na dva patogena, ki sta pri fižolu zelo pomembna, je pa v bistvu virusna vadena izdelka fižola in nekroza fižola, pa gliva, ki povzroča fižolov užit. Potem pa seveda te karakteristike odpornostne so pa seveda povezane tudi z agronomsko pomembnimi lastnostmi, ki jih mora križanec imeti. To se pravi, je všečno tako za pridelovalca kot tudi za potrošnika. V našem programu žlahtnjenja se vedno bolj usmerjamo tudi v žlahtnjenje v smeri ugodne prehranske sestave fižola, tako da tudi to vključujemo v naše programe. Potem se pa odločimo, na kakšnem nivoju bomo v bistvu tega križanca registrirali kot sorto, kot kandidatno sorto, ali bo to na nacionalnem nivoju, to se pravi preko Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, to se pravi Uprave za varno hrano, ali pa bo to na evropskem nivoju preko Evropskega urada za rastlinske sorte. Tukaj bi mogoče izpostavila eno lepo novico, da smo v bistvu v marcu letošnjega leta s strani Evropskega urada za rastlinske sorte pridobili žlahtniteljsko pravico za sorto Kis Amant, ki je v bistvu prva sorta na Kmetijskem inštitutu Slovenije, ki je pridobljena s ciljnimi ročnimi križanji, to se pravi to, kar sem prej omenila, in je v bistvu kombinacija evropsko-slovenske dedine. Tako da gre za fižol nizkega tipa rasti, primeren za uporabo za stročje, ima take zelo lepe rumene, majčkeno krajše in pa puščate stroke, je zelo zgoden, zelo roden in si zelo želimo, da bi bil pač všečen vsem zainteresiranim. Imamo situacijo, ko starši izbirajo ime otroku. Je to, če
vlečemo nazaj analogijo, je to tukaj pri tvojem delu tudi tako, ime torej tega novorojenca, ki se lahko izrazimo, kako pride do tega, no, mogoče za zaključek, morda zanimivo, če lahko na kratko poveš. Zelo podobno je v bistvu tudi pri žlahtnenju, a ne? Je tako, da v bistvu sorta Kis Amant je ta prvi del imena Kis, v bistvu označuje kratico Kmetijskega inštituta Slovenije, ker je bila sorta vzgojena na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Drugi del, Amant, je pa v bistvu sledi pa nekemu ljudskemu izročilu, neki tradicionalnosti. Vemo, da fižol je zelo, rekla, prisoten v Sloveniji, na slovenskih vrtovih, na slovenskih poljih, zelo tradicionalno, smo ljubitelji, radi ga pridelujemo, radi ga uživamo. Tako da je v bistvu to, smo izhajali iz tega, da mu nekako dodamo ta pridih. In ustvarimo enoten ključ pojmovanja vseh sort, ki bodo še prihajala z programa žlahtnenja fižola. In gre za to, da po ljudskem izročilu, oziroma rek pravi, da bi se fižol sejal oziroma dajal v zemljo na prosto 16. maja, to se pravi na fižolovega janeza, ko minajo ledeni možje, ko se zovka polula, takrat je nekako varno, da se fižol posadi. In seveda od leta do leta je to različno, ampak mi smo aproksimirali, da je to tisti datum, ko gre fižol v zemljo. In potem število dni do cvetenja tiste sorte, katero imamo, do polnega cvetenja, pa v bistvu pogledamo, na katero moško ime na tisti dan goduje. To se pravi, mora biti brez čerešejev, ker je pač so taka tudi pravila pri poimenovanju, a ne? In tisto ime, ki se nam za našega križanca zdi najbolj ustrezno, je potem ime sorte. Tako da v bistvu označuje tudi nekako zgodnost križanca, če ste po koledarju pogledali, pač kako so godovi razporejeni. Tako da to je nekako enoten ključ, ki smo si ga zadali, da bomo ga uporabili pri našem zgodbi. Razumem, zelo zanimivo. Hvala lepa za pogovor, pa veliko uspeha še naprej. Hvala lepa.